Dobar večer, prav lepo pozdravljeni v tej čudoviti hiši Vina Frelih, v Šentrupertu, v okviru Demokracija magazin Tura oziroma vse slovenske turneje naše založbe Nova obzorja, na katerih privedemo pogovore v različnih krajih z avtorji knjig, ki so išle pri naši založbi ali pa tudi pri drugih založbah. Prav lepo pozdravljeni tudi tisti, ki nas spremljate v neposrednem prenosu preko naše spletne strani demokracija.si. Naša današnja gosta in sogovornika so torej ekonomista, raziskovalca Udbovskih arhivov, publicista in pisatelja magister Igor Omerza in dr. Rado Bezdir, s katerima bom spregovoril o njunem zanimivem raziskovanem delu ter njunih knjigah. Z gospodom Omerzo predvsem o njegovi knjigi Velikani slovenske osamosvojitve in Udba, s kolegom Bezdirjem pa o njegovi knjigi Vzporedni mehanizem globoke države. Če najprej začnem pri gospodu Omerzi. Gospod Omerza od leta 2010, ko ste izdali knjigo Edvard Kozbe, osebni dosje številka 584, veljate za vodilnega raziskovalca Udbovskih arhivov, se pravi raziskovalca gradiva, ki ima nek zlovešči pritik. Začetek bi vas zato vprašal, koliko tega Udbovskega gradiva se je po demokratičnih spremembah leta 1990 še ohranilo in o čem vse ste na podlagi tega gradiva pisali, se pravi, če nas lahko spomnite, katere knjige ste do sedaj tudi izdali. Zvolite. Hvala, lepo pozdravljeni. Zdaj, ohranjenega je večina uničena, ampak nekako neenakomerna uničena. Nekatere stvari so popolnoma uničene, manjši del je pa celoti ohranjen, tako da nekatere stvari se da dobro reproducirati, nekaterih pa sploh ne moramo pisati, da imamo dokumentacijo. No, po Kozbeku sem izdal leta 2011 knjigo od Delca Velikovca, ali kako sem zdobil bombo, ker proučujem, razlagam tragično življenje edinega slovenskega imigranta, ki je skušal silo spostaviti demokratično in samostojno linijo od Janeza Pepliška, neznanega, kot so moje knjige, in pa v drugem delu pa bombo, ki je eksplodirala leta 1979 septembra v Velikovcu, se pravi, što Udba nastavila bombo v Velikovcu, po nesrečeno. Leta 2013 sem izdal knjigo 8 dni do pekla, kako je zemljičil Janez Ograbe Bata Todoroviča, gre za opis ugrabitve srpskega poslovneža v Italiji. Potem naslednja knjiga JBTZ, čas pa prej dnevi pozneje, to je v tej znani aferi procesu Janša Bošta Kasem zavrn. Potem sem napisal naslednja knjiga Kliči U za umor, se pravi Kliči Udbo za umor hrvaškega študenta Stefana Crnogorca v Ljubljani. Potem sem napisal Veliki in dolgi pohod Nove revije, to ne treba posebej razlagati. Potem Karla, to je bilo kodno ime za študijska srečanja, ki so jih prirejali za mejci v Dragi, oziroma pozneje na občinah, se pravi Karla, Udba o Dragi. Potem naslednja knjiga leto 1984, Orwellovo leto Agafa Stepanjana, razkrivam proces proti deveterici, tako montirani proces proti nekaterim bolgarskim in jugoslovanskim državljanom. Potem sem napisal Boris Pahor v žrelu Udbe, se pravi naš znameniti pisatelj Boris Pahor, kako je zalezovala Udba v Trstu predvsem. Potem sem skupaj z Radom napisal knjigo, tukaj vidite, kriminalni termin teritorialne obrambe in NLB, kjer razkrivava kakšne so ozadje ustanovitve tako teritorialne obrambe kot Nove Ljubljanske banke, kot Ljubljanske banke in razkrivava ta kriminalna ozadja te ustanovitve. Potem sem izdal knjigo Temna stran dela, to je predvsem, kaj se je to sledite še dve knjigi, v tem smislu sem razkril, kako je delo bilo v službi režima in kako so Udba seveda imela svoje številne sodelavce v uredništvu. No, potem sem napisal knjigo
Udba in akcija Sever, sprav kako je Udba spremljala poskus mitingov v Sloveniji, zadnjega predvsem ponesrečenega sicer v decembru 1989. Tle pohvala Udbo, hkrati pa pomeni, da je Udba, ko je delovala proti mitingašem, hkrati pa seveda negativno še vedno delovala proti politični migraciji in domači opoziciji. Potem sem napisal še knjigo Pravi obraz Janeza Stanovnika, kjer razkrivam pravi obraz, ne kot knjiga pravi, malo drugačen obraz, kot so ga prikazovali v osrednjih medijih. Potem sem dal pa še to prvo knjigo v seriji knjig o velikanih slovenske osamosvojitve, Cilj že bod Peter, to je najbolj znan slovenski emigrant, predvsem je zame zanimiv zato, seveda je bil zelo močno spremljan, njega se hotel že med vojno, to natančno opisujem v prvem poglavju, so hotel skupaj da ubiti z Lambertom Erlichom, Erlicha se uspelo umoriti, že bod pa slučajno si izognil te žalostni tragični sodi, potem je pa šel v Italijo, tam v Ameriko, kjer je tudi umrl in seveda en velikih podpornikov ideje o slovenski osamosvojitvi. Že leta 1946 v Rimu naredil akcijski odbor za samostojno Slovenijo. Vse te njegove ideje samostojne Slovenije pa izvira iz idej tega nesrečnega duhovnika, našega znanega Erlicha, ki ga je Vosel bil umoril leta maja 1942. To natančno tudi pisujem v knjigi. To bilo zaenkrat vse. Hvala. Gospod Mezar, če se samo še malo dotakneva te vaše knjige Velikani slovenske osamosvojitve in Udbe, torej spodnja slovna se bil že bolj Petra, ne? Lahko morda samo, poleg tega, kar ste že povedali o njej, poveste še, zakaj je recimo v času republiške socialistične vlade, Kavčičeve vlade, v bistvu ta prihod Cirila Žebota v Ljubljano, Slovenijo, zbudil toliko zanimanja, dvignil toliko prahu, razbudil partijske variante in tako dalje. Enostavno zato, ker je vlada Staneta Kavčiča dovolila, da pride v Ljubljano, hkrati je pa bil on najbolj spremljen politični migrant, katerega je Kardelj ukazal umoriti leta 1942, pa še pozneje, ko ni uspelo, ko bi skupaj umorili z Erlichom, ker je uspelo Erlicha umoriti, kot sem že rekel, so ga skušali še umoriti pozneje. Se pravi, človek, ki ga je Kardelj skušal neuspešno dati umoriti in ki je potem v tujini, predvsem ZDA, tudi že v Italiji prej, ko je pobegnil leta 1940 Slovenije, stalno napadal nedemokratični režim in propagiral samostojno Slovenijo, ker je bilo vse seveda zelo nekaj, kar Kardelj in takratna vrhuška komunistična nikoli ni bila za samostojno Slovenijo. To je bilo, o tem govoriti je bilo nevarno. Miklavčiča Franca, ko so najeli njegove dnevnike, ne, če poznate to afero Blažič Miklavčič, leta 1975 so najeli njegove dnevnike Miklavčiča, kjer je govoril o samostojni Sloveniji, je dobil za tega še dodatno kazno, ne samo zato, ker je podpiral Kozbeka. Skratka, on je prišel v Ljubljano in ko so to zvedeli, Vosovci so ga videli, pa ljudje so videli po cesti in tako naprej, je Janez Vipotnik, ne, če se ga spomnite, takrat je predsednik Republiške konference SZDL, je klical Kardelja in je rekel, da je že bod v Ljubljani. Kardelj je rekel, nemogoče, zaprite ga. Je rekel, Vipotnik ne moramo, ker smo mu dali dovoljenje, ne, slovenska vlada, je rekel, potem ga pa takoj ženi. Ne, potem so pa seveda tudi začeli tudi Tito, ne, na nekem sestanku napade Kavčiča Staneta, zakaj dopustil, da je že bod prišel v Ljubljano. Jaz mislim, da je Kavčič poskušal s tem dovoljenjem ugotoviti, dokje lahko gre v svoji liberalni politiki. Ne. In seveda je dobil takoj po prstih in pozneje je bil tudi to odstranjen. Ampak ne samo za Žebota, tudi za cestne afere in tudi za tega, ker je začel zagovarjati demnične in tako naprej, da ne razlagam. To je vse v tej knjigi natančno opisano. Skratka, predvsem ne, Kardelj Kavčič, no, ampak tukaj pa Žebot prišel pač v Ljubljano in to je bila huda ura potem za Kavčiča Staneta, ki je predsednik takrat vlade izvršnega sveta, da je to dopustil. Samo še to sem se spomnil, ne?
da v bistvu za nas mlajše je bilo, v bistvu smo nekako prvi slišali za života konec 80-ih let. Mislim pa, da ste vi pomembno vlogo odigrali tudi pri izidu njegove knjige Ne bi bila Slovenija leta 1990. Ja, no, on je sicer knjigo izdal v Mohorjevi družbi Celovcu, ampak po natisni naredila pa Demokracija, takratna Demokracija, ne, oziroma založba Magalan, to je bilo tisto, tudi ljudje, ki so vodili takratno Demokracijo, ne, tisti prvi demokratični entitet, ne, ker vi imate neko zgodovino vleče humanistike tudi, ne. Je bila izšla ta knjiga v založbi Magalan, se pravi po natisni knjigi, ki je seveda ena čist drug pogled na zgodovino, kot je bil takrat prevladujoč v Sloveniji do osamosvojitve, oziroma do demokratizacije. No, če se ne motim, ko so se vajanje poti Rado in Igor srečali v arhivu Republike Slovenije pred kakšnimi 6 leti, ko si ti Rado nekako začel zahajati v arhiv in na podlagi tega je nastala prej omenjena knjiga, torej Kriminalni temelji teritorialne obrambe NLB s podnaslovom Šokantna razkritja od 50-letnici Titove delo. Rado, izvoli. Hvala, lepo pozdravljeni. Hvala, ker sem lahko danes gost v Tošem Trupetu in predstavljam svoje delo. Ja, drži, z Igorjem sva se zelo hitro srečala v arhivu, potem, ko sem začel zahajati tja in poiskati ekonomske dimenzije bivšega sistema, partije in službe državne varnosti. In seveda neprecenljive so bile debate, ki sem jih imel z Igorjem, iz dveh razlogov. Najprej gre za osebo, ki je vendarle ekonomist po izobrazbi in mi je znal sekundirati oziroma voditi debate, ki sva jih imela o ekonomiji, predvsem v tranzicijskem času. Po drugi strani je pa Igor bil že takrat precej izkušen preiskovalec arhivov. Zelo dobro je vedel, kje se kakšno gradivo nahaja in kako razumeti delovanje službe oziroma uprave državne varnosti. Igor pa vendarle ni delal ekonomskih zadev v arhivu, ampak je delal bolj zadeve, ki imajo veze z politično, socialno, družbeno konotacijo delovanja službe državne varnosti. Vendarle pa sva vsak na svoj način prišla do ene precej velike zgodbe in sicer posla, ki se je zgodil ob ustanovitvi Ljubljanske banke in teritorialne obrambe Socialistične republike Slovenije leta 1968, ko so nekdanji vosovci, potem udbovci, ki so delali na ilegalni trgovini, takoj po drugi svetovni vojni, zasedali visoke položaje tako na banki, kot na teritorialni obrambi in so se dogovorili, da pod pretvezo, da bodo financirali oboroževanje te socialistične teritorialne obrambe, pravzaprav zgradijo črne fonde v Švici, odkud je denar tekel neznano kam. In to je bila prva velika zgodba, ki naj jo je povezala in ki je rodila knjigo Teritorialne kriminalni temelji. Na enim prejšnjikom pogovor večeru si že omenil, da te je k temu raziskovanju nekako spodbudil tudi ta dokumentarec o sporedni ekonomiji, v bistvu, ko je za nacionalno televizijo razkriti Udbovic in dr. Niko Kavčič prostodušno razlagal o tej sporedni ekonomiji. Jerki Pizil, čeprav je točno tam razlagal to zelo tako, kako bi rekel, po domače in blagohodno, se je bil korist verjetno. Seveda, ker sem hotel razumeti, odkud je bil ustvarjen kapital, ki je v času slovenske privatizacije pobral družbeno premoženje in ga prenesel v roke najrazličnejših omrežij. Jaz opisujem samo enega izmed omrežij, to je v svoji knjigi, to je tiste, ki je nastalo preseku med nekdanjo partijo Ljubo
Ampak, ko sem to preiskoval, sem seveda v ozadju imel ta dokumentarec, v katerem je Niko Kavčič razlagal, kako so pridobivali začetni kapital za ustanovitev podjetja in bila mešanica neke kriminalne dejavnosti in prikritega kapitalističnega obnašanja, kar je paradoksalno, da so se prikrito kapitalistično obnašali ljudje, ki so po vojni streljali podjetnike. In me je seveda, to je bil eden izmed ključnih elementov, zakaj sem sploh odšel v arhiv. Dejstvo pa je, da bolj ko sem v arhivu raziskoval, bolj mi je postalo jasno, da je bilo pričanje Nika Kavčiča ena velika laž in seveda ni šlo nikoli za dobrobit te države, potem, ko so vzpostavljali vzporedne posle, kar se je pokazalo v tranziciji leta 90, ko so družbeni kapital enostavno zvozili v davčne oaze, potem pa ga kot zasebni kapital vračali nazaj in to seveda v najbolj občutljivem obdobju slovenske zgodovine, ko je prišla tista najbolj brutalna tranzicija, visoko število brezposelnih in socialnih stisk, so oni postavljali svoje medijsko, bančno, zdravstveno omrežje, na katerem so potem naprej uspešno razvijali. Naravno, ti si pač v tej knjigi Vzporedni mehanizem globoke države podrobno v bistvu nadgradil s pomočjo dokumentov ugotovitve, sicer precej še povšalne o Saftiju in Alitu, ki jih je v svoji knjigi Kučeno ohran leta 1926 pač nekako na podlagi tih pričevanj, Blatoška in tako dalje, pač razkril, opisal, miloslivnik, pač torej si nekako razgalil, če rečem, pač te firmi Alit, Safti in seveda številne druge, ne? Če lahko kaj poveš o teh dveh, torej Saftiju in Alitu, pač nekako za obema podjetjama je v bistvu obstajala velika pobrina skrivnosti. Ja, jaz sem seveda to srečo, da so se arhivi leta 2007 prenesli iz Sove na Arhiv Republike Slovenije in sem dobil dostop do dokumentacije, ki je bila pač nedvoumna. Tega seveda te sreče Slivnik ni imel, zato se je mogel zanašati na nekaj dokumentov, predvsem pa na pričanja. In to je posledično tudi ridikuliziralo celotno tematiko in jo predstavljalo v neko področje šizofrenije, v smislu, to je neka udbo-mafija, Slivniku in ekipi se meša. Dokumenti so pokazali, da se Slivniku nikakor ni mešalo, samo da enostavno ni mogel biti dokumentov. Mislim pa, da če bi on imel takrat dokumente, kakor še novinar je bil in tudi njegova ekipa z Jožetom Viškom, bi seveda to pisala in mogoče bi bil tok slovenske zgodovine drugačna privatizacija, drugačno vprašanje, pa če bi oni to preživeli, ker bi prekinili ta tok kapitala, ki se je vračal nazaj, to bi dejansko zelo, zelo udarilo to celotno partijsko udbovsko omrežje. Kar se tiče Saftija in Alita, jaz sem na koncu knjige zbral še 100 strani dokumentov, kjer se lahko bralec sam prepriča o vlogi teh podjetij. Safti seveda se dokaže, da je bil skrit finančni center, v katerem sta partija in uprava državne varnosti vlagali denar, s katerim sta potem krožili po najrazličnejših davčnih oazah, medtem ko za Alit je bil pa seveda ključno podjetje za izvoz kapitala leta 1989, ki je potekal tako, da se je denarni tok na odločitve tedanje vlade, tedanjega izvršnega sveta, se je iz Ljubljanske banke denarni tok sprožil čez Alit, potem pa Safti pa do Luksemburga,
iz Luksemburga v Švico, tam prevezil do leta 1991 in se vrnil nazaj. In tudi Adit, s katerim sta bila vsaj dva predsednika Republike Slovenije zelo podrobno seznanjena in njegovo vlogo, to sta Danilo Kirk in Milan Kučan, je bil ključen element za izvoz tega kapitala in tudi sam je bil ustanovljen za strani Osvobodilne fronte oziroma v lastništvu SZDL, podobno kot podjetje Ivana Matije Mačka, Komexin, ki sem ga najdel v Lichtensteinu, za katerega ugotovil, da je živel še do leta 1993, se pravi, ko smo bližali samosvojenju, je še vedno ta denar tekel na okolje. Kar ni nič posebnega, glede na to, da zadnja podjetja, ki sem jih odkril, so živela do leta 2017. In boga, kjera iteracija zdaj še živi. Kaj se pa tiče Saftija, Safti nikoli ni odmrl, to pokažem v knjigi, kvečemu se prelevil v podjetje KB199, ki ga poznamo kot glavnega lastnika Mladine, pa seveda Mark Medical, to pa je podjetje, ki je zdravstven sistem opehalo za 300 milijonov evrov pri zaračunavanju živnih upornic. Veste, kaj me še zanima, v bistvu me zanima, da bi izpostavil še čim operativca pri teh poslih. Prej smo imeli Nika Kavčiča, potem torej, zato so vedeli tudi partijski šefi, kaj pa operativci mogoče? Operativci niso bili mehna imena nekaj narodnih herojev, na primer Edo Grajnik, ki se nahaja v Igorjevi zgodbi o Žebotu in umoru Erlicha, eden izmed te ekipe, ki je egzekucijo tega plana naredila. On je bil po vojni desna roka Janka Rankoviča in zadolžen za prikrite posle z Izraelom in seveda za državni šverc, ki pa ga je kot glavni načelnik zveznega državnega šverca vodil Vitko Klajše, eden narodni heroj. V tej zgodbah se pojavlja tudi Miloš Grizek, ki je bil leta 1968 celo načelnik uprave državne varnosti, Zemljariču je posvečeno celo poglavje z vsemi njegovimi poslovnimi podvigi. Mislim, da lahko komplementira knjige, ki jih je Igor pisal v Zemljaričevi dejavnosti, ko pridemo do zarezovanja, zasliševanja, ugrabitev in umorov. Potem v teh zgodbah opisujem tudi Dragana Isajloviča, nekdanjega državnega sekretarja v kabinetu Franceta Križaniča, včasih Pahorjeve vlade. Tukaj je tudi Ivan Pušnik, eden pravzaprav oligarh, ki je bil v 80-ih letih zadolžen za zaposleno službi državne varnosti in zadolžen za nemško govoreče podjetje, nemško govoreče področje. Leta 1991 parata hollywoodska zgodba o uspehu in za svojim ciprskim podjetjem eden od soustanoviteljev notorične Faktor banke. Precej je teh oseb, ki so popisani, naprimer tudi geneza nastanka Škrabčevih poslov, pa vloga Miloša Kovačiča je v kontekstu službe državne varnosti in delovanja naproti Sovjetski zvezi. Gospod, mene zanimiv tem še kaj dodali, v vaših številnih knjigah, ki so nastali na podlagi odbosvega gradiva, se namreč zelo podrobno ukvarjate z nekaterimi akterji, ki jih je omenil Rado, pa tudi z drugimi. Ampak v bistvu pa tudi, ne vem, Đoko Anđelković, pa Miloš Grizek in tako dalje. Ja, pomemben se mi zdi še Ivan Eržen, zadnji šef Slovenske udbe. Pred zadnjim, 9. maja, pisal Štefan Tepeš, ne se prav par dni pred novo vlado, tako da lahko rečemo Ivan Eržen kot zadnji šef Slovenske udbe, ki je pa, ta njegova vloga je pa, kot jo Rado opisuje, je pa glede
denarja svojih služb kazinojev slovenskih, ne? Kako je Udba skupaj z mafijo sodelovala pri organiziranju posojilne službe v igralnicah in ta denar se potem, ki so jemali ta denar, so plačali seveda na to obresti in te obresti se potem zlivale predvsem en del, ki je za Udbo se zlival v švicarski Lugano in tam je tja hodil že in s tem manipuliral s tem denarjem. Tega denarja je rado zračunal do 10 letih iz te posojilne službe približno 250 milijonov evrov. Če bi zdaj zraven šteli še Goriško igralnico, prijemo že verjetno na kakšno milijardo. In te račune so potem oni začetku leta 90 začeli zapirati, hodili v Italijo in Švico in so to počenjali. Ne? In to je pa seveda pomen, da je, to so pa zdaj realne številke, ne, da nekdo pravi, je šlo toliko denarja, neki sklepa se ali pa neki, rekel, neke številke se pojavljajo, ki ne znajo razložiti. Ne. Tukaj se pa vendarle, potem smo prišli do neke številke, ki je realna, ne. In ta denar je s tem predvsem manipuliral in upravljal, da v nekam prenesel, potem so zapeli račune ta Ivan Eržen kot zadnji, pravi načelnik slovenske Udbe, slovenske tajne politične policije, oziroma politične policije slovenskega komunističnega vrha. Gospod Meza, še to me zanima, kakšne so bile ta razmerja med republiškimi in zvezno Udbo. Nekako imam občutek, da je bila slovenska zelo aktivna. Pri tem me pa zanima še, a v bistvu je recimo ASKV, oziroma tudi rado razrabja, ASKV, mislim, a je vsaka republiška Udba vzpostavila nekako sporedni mehanizem ali ne. Kako je bilo to s tem? Ja, pravzaprav lahko rečemo, da vsaka Udba je, kar se tiče državnega tega šverca, je pravzaprav vsaka Udba vodila svojo lastno ekonomijo, pa je pa še zvezna Udba, kot je že rečeno, ki je pa vodil Slovenec. Mitko Hlaj je bil pa pravzaprav človek enega branjnika, tako da smo tudi Slovenci bili v samem centru zvezne Udbe, tudi pomembni pri tem, švercu zvezne Udbe. Tako da pri švercu je bila to konkurenca, mislim, da rado to opisuje v knjigi, da so se ravno med sabo, tako naprej. Ampak drugače, gledano kot delovanje tajne politične policije, pustimo se ta državni šverc, bila pa to enotna služba. In vse, kar se je dogajalo pomembnega, so republiške Udbe, je bilo 6 pa del avtonomnih pokrajin, so sporočile zvezne Udbe. Če šlo pa v delovanju tujini, je pa vse koordinirala in nadzorovala in usmerila zvezna Udba, da ne je prišlo do kompromitacije sveta. Vse te akcije v tujini so bile striktno pod, se je moglo vse poročati, vse se je organiziralo in poročalo v zvezni Udbi. To, kar se je pa dogajalo na notranjem področju, so pa seveda tiskali pomembno pošiljali dokumente v Beograd, ne vse. Morate pa vedeti, da je še leta 90 slovenska Udba skupaj srbsko in zvezno sodelovala pri tem atentatu in umoru februarja 90 albanskega emigranta Hadrija. Tako da ta zveza je potekala praktično, če bo to februarja 90, takrat se je že lomilo vse, aprila so bili že demokratične volitve v Sloveniji, se pravi do zadnjega pravzaprav in tudi Eržen je šel 9. maja, je šel v Beograd na zvezno Udbo, se pravi to je do konca funkcioniralo. Rado bi morda bi tega še kaj dodal? Nekaj bistveno, ker je Igor Rečoman povedal, lahko samo povem, da z Igorjem sem bila tudi v arhivu Republike Hrvaške in pregledala arhiv njihove službe državne sigurnosti, se pravi službe državne varnosti, iz katere pa sledi, da če odštejemo INO, praktično ni bilo kakšnih močnih usporednih kanalov ekonomije, tam je INA absolutno dominirala. Zdaj v srbskih arhivih seveda ni bil noben od najbolj, domnevam, da je enako kot Genex. Je pa, da je enako kot na hrvaškem INA v Srbiji bil vključen Genex. Je pa iz poročil republiških uprav državne varnosti
kar so pa naredili preglednico, ki je izhajala iz bosanskega arhiva, je pa sledi, da je pravzaprav notranja struktura zaposlenih na službi državne varnosti bila prav v Sloveniji taka, da je bila najbolj nagnjena k ekonomski dejavnosti. Kar hočem reči, največji delež zaposlenih, primerjalno po republiških udbah, je bil prav v Sloveniji za ekonomsko področje. Kar pomeni, da vendarle so bili nekako najbolj specializirani v jugoslovanskem okviru, kar ni presenetljivo, kot je Igor rekel, prvi šef zveznega Šverca je bil Slovenec. Slovenci so bili vzor, ta dokument tudi objavljen v knjigi, so bili vzor, kako se uredi denarne tokove in institucionalizira vzporedna ekonomija tudi po ostalih republikah. Zdaj mi pa še na mislo, nekaj ste to že povedali, ampak v kolikšni meri so bili partijski šefi seznani s to zadevo, ne? Recimo, ko je prevzel, oziroma ko je prevzel vodenje v bivše službe državne varnosti Miha Brejca, ne? In je premenoval opis, je potem ob ene priložnosti takrat Kučan rekel, da pač ne bo več bilo poročila pisla prej tega, ne? In je potem Kučan rekel, to je pa škoda, ker to je bilo pa zanimivo praktično dnevno branje. Koliko so bili torej seznanjeni s tem? Jaz seveda Kučan ni mogel dobivati od predsednika Republike Slovenije poročila, ker šef obveščevalne službe po slovenski ustavi poroča predsedniku vlade. V celoti in popolnoma ničesar, kar bi služba naredila, ni bilo narejeno mimo volje partije in tudi v večjih dokumentih se kaže, da tisti so bili najbolj nevarni posli, se pravi kriminalni posli, so zahtevali ustno prevolitev tako šefa CKZKS kot predsednika izvršnega sveta. Zdaj v knjigi Kriminalni temelji pa opisujejo z Igorjem epizodo, kjer se je ekipa starih udbovcev iz časov ilegalnega tihotapstva odtegala partiji in službi državne varnosti in začela delati za svoj račun. No, tukaj je sledil pa program. Dost časa so porabili najprej, da so ugotovili, ali so obstajale pisne privolitve, ni jih bilo, so obstajale ustne privolitve, ni jih bilo. No, takrat se potem odreže glava tako Miloša Ogriska kot Nika Kavčiča. Kar hočem povedati je to, vse te zgodbe so se dogajale tako, da je partija upravljala z kapitalom. Služba državne varnosti pa je po njenem naročilu to izvajala. Gospod Tomeza, morda ravno zdaj sem se to spomnil, glede Nika Kavčiča, ker vemo, da recimo Niko Kavčič konec 80 let se, ko je navezal stik z Janšo Bavčarjem, v bistvu s vašim krogom, se je poskušal prikazati kot disident, kot politični disident, ampak vi ste že zadnjič omenili, da pač ni bilo ravno tako. Mi smo ga smatrali za tazga, ker je on pravzaprav nam pripovedal, da je bil odstranjen iz Ljubljanske banke zaradi teh političnih razlogov, ker je bil Kavčič odšel od Staneta Kavčiča, ni ljudem sorodov, ko je bil odstranjen Stane Kavčiča, potem on tudi moral zaradi tega politično odideti kot njegov zaveznik in je mogel odideti iz Ljubljanske banke. No, mi da so, in tako je ta zgodba se potem na nek način smo tako razumeli. Šele pozneje, smo prav preko, jaz sem rado preko arhivske dokumentacije ugotovila, da je on odšel iz Ljubljanske banke ne zato, ker bi ga politično odstavil, zato, ker se ga ujel v kriminalnih dejanjih. V tistih kriminalnih dejanjih, ki niso bili poželjeni strani partije. Ker je začel partije krasno. To je, stara udba se je prelevila v bančništvo, v podjetja, v tuja ekspoziture naših podjetij in je to svoje znanje uporabila zdaj ne več za državo, ampak za svoj račun.
Zato je on moral oditi iz Ljubljanske banke, ne zaradi političnih razlogov. Zato smo mi tudi, ker tega takrat nismo vedeli, smo smatrali, da je bil pravzaprav neke vrste človek, ki se ga je režim odpovedal. Ampak potem treba nekaj vedeti. Tudi takrat, ko so delali za državo, državni šerec, moramo to pokazati v pravi luči. Namreč, kaj zdaj to pomeni? Da država dela kriminal. Taka država ni vredna država, ne? Da Udba je zasula Italijo, slovenska Udba s cigaretami, skupaj z mafijo. Ne? V New Yorku je delala na pravi denarja skupaj z mafijo. Igralniški denar, posebni služb, je delala skupaj z mafijo. Ne? Mislim, kakšna je to država? Uniči po vojni podjetništvo in potem, ker ni devis, ni denarja, začne državni šverc. In z tega državnega šverca ustanavljajo podjetje. V redu, ampak, če ne bi oni uničili podjetništva, privatne lastnine, bi to podjetništvo same sebe akumuliralo in ustvarjalo novo ekonomijo. Sej nismo bili že v predvojni nek močen podjetniški, tudi odgovoren podjetniški sloj v Sloveniji, ki je pa seveda po vojni so razbrisali. Ali likvidirali celo fizično, ali se pozaprli, seveda, privatno lastnino pa decenzirali in uničili pravzaprav to podjetništvo. In potem na ta način z državnim švercem graditi, ne vem, kakšna je to država. To ni za, da se s tem si zahvaliti, kot eni pravi, jaz smo pa le zgradili nekaj iz tega. Ja, ampak zato, ker niste imeli legalnih, ker ste uničili legalne podjetniške možnosti. V času demokratizacije, konec 80-ih let, smo naivno mislili, da bodo spremembo sistema s partijskim sestopom z oblasti in z denacionalizacijo komunisti ostali brez vsega. No, zgodilo pa se je nekako prav nasprotno. Kaj se ti glede na dokumente v toga, so se oni to res načrtno sistematično pripravljeni na ta sestop z oblasti in potem pač uporabiti ta sporedni mehanizem, ali je bilo to vse bolj spontano? In meni je uspelo z uporabo dokumentacije dokazati, da se je njihov usporeden mehanizem spremenil v navidezno zasebna podjetja, ki z prejšnjim sistemom nima nič, vendar so bila ključna zato, da se je po padcu Berlinskega zidu oblikovalo eno posebno omrežje, ki je v navezavi z državnimi bankami postalo dominantno in imelo stalen vpliv na slovensko politiko. Pri čemer so to postali tranzicijski zmagovalci oziroma oligarhi in tajkuni v naši državi. In pravzaprav niso za to uporabili nič posebej drugega, kot izvoz kapitala v tujino in njegovo vrnitev v navidezno zasebni obliki nazaj v državo. Gospod Mejer, da ste aktivno sodelovali v procesu demokratizacije in osamosvojitve. V letih 1991 in 1992 ste bili tudi direktor službe družbenega knjigovodstva. Ste presodili, kaj se dogaja v zadnji demokratizacije in osamosvojitve, recimo ste kaj vedeli o tej sporedni ekonomiji oziroma tem sporednem mehanizmu globoke države. Nekaj v tej smeri se je vendar že takrat sošljalo oziroma domnevalo, danes pa nekateri nekoliko prenostalno rečejo, recimo Demos v tistem času, ko je vladal, je premalo na tem področju naredil, po drugi strani pa vemo, da se Slovenija ni samo demokratizirala, ampak tudi osamosvajala, kar je bil neverjetno pomemben projekt, in verjetno novo nastala, še v bistvu neizkušena desno-sredinska pomladna garnitura, v bistvu ni poznala, oziroma niti ni imela časa se ukvarjati z vsemi podsistemi in podobno. Ja, prvi težava je tem, da to, kar sem prej govoril, recimo, v srednji službi, to se je dogajalo v Italiji, v Švici, do tega enostavno mi tega nismo vedeli, to so mesto gotovo šele pred par leti, da tako rečem, sta dobila to dokumentacijo enega umrlega kriminalista, sta dobila to dokumentacijo, v kateri je to razvidno.
prej sem govoril te milijarde približno, ki izgraničnike denarja, to se je dogajalo v tujini. Zdaj, seveda, do SDK smo to ugotovili, da se veliki premiki dogajajo, ker je prišlo do privatizacije družbene lastnine, se je bilo to zapovedano, ustavno, potem je bila tudi privatizacija izvršena preko certifikatov in tako naprej. Ampak že prej so se začeli stvari dogajati. Mi smo začeli to preiskovati. Mi smo naredili okoli 2000 preiskav privatizacije družbene lastnine. In jaz sem bolj sicer odšel v državni zbor, ampak je moja namestnica Romana Nogar to predala državnemu tožilstvu. Državno tožilstvo je Drobnič, ki ga težko rečemo, je bil pravzaprav iz demosove kvote, je rekel na sej vlade, da je ta ovadbe, ki jih je dala SDK, da so manj vredni kot papir, na katerem so napisani. Jaz ne krivim te nikogar, ampak verjetno je pa razlog temu, da je bila zakonodaja takrat ni bila dodelana in je težko preko te stvari procesirati, ker vi pri gospodarskem kriminalu morate najti motiv, namen, zakonitost, nezakonitost, ni vsak posel nezakonit. Posebej v tistem času, ko ni bilo še zakonodaje, mi smo prišli v privatizacijo samo z Markovičevo zakonodaje, ki je bila zelo preko nekako nedorečena. Tako da veliko tega se je zgodilo v tej privatizacijski luknji, da tako rečem, čeprav SDK je preodreagirala s svojimi inšpektorji, potem pa sami certifikati so podločili, potem te družbe, certifikatske, zdaj se tudi marsikaj dogaja, potem več pa seveda piše, recimo aktivi, piše pa še nekaj drugih stvari, potem pa to raziskuje Rado. Rado, ker ni fotomen za žalmino aktivo, mislim, da je to povezano z davkom Korno. In v bistvu tudi pa danes menda igra polo v Angliji in podobno in ima bilo v Švici in nekaj kaj še se. Ja, zelo zanimiva je ta geneza Factor banke. Že na začetku sem omenil, da je eden izmed originalnih soustanoviteljev Factor banke bil Ivan Pušnik, eden visoko rangiranih uslužbencev službe državne varnosti, ki je postal soustanovitelj po svojem ciprskem podjetju. Seveda je ena izmed zanimivejših iteracij v zgodbi o aktivi, ki je naredila 300 milijonsko luknjo v slovenskem bančnem sistemu, je seveda njena združitev z izraelskim holdingom IDB-om, ki pa je po dokumentaciji Arhiva Republike Slovenije poznan kot eno ključnih podjetij, ki je tajno sodelovalo z slovenskimi podjetji pod taktirko, ki jo je obral že takoj po letu 1945 Edo Brajnik, potem pa do smrti prevzel Vitko Hlaj. Šlo je pravzaprav za eno zanimivo epizodo. Jugoslavija in Izrael namreč nista imela nobenih stikov, diplomatskih stikov po tisti vojni leta 1967. Je pa obstajala tajna diplomacija in tajna ekonomija in tajna naveza med službo državne varnosti in Mossadom. Rado, samo nekaj te prosim, če lahko še nekaj poveš o tej, mislim, v tej knjigi imaš cel kup zanimivih dokumentov, vmes in tudi na koncu, ampak za mene kot novinarja, pa tudi človeka, ki sem v bistvu poskušal narediti intervju z Nikom Kavčičem, ampak sem prišel k njemu, pač takrat, ne vem, še 10 let nazaj, pa mi je odprl, pa sem pa vprašal, pa sem povedal, sem z demokracije, pa vprašal, bi dal intervju, pa je rekel, pač, da niti ne, pa sem se poslovil, pa sem se malo oddelil od njegovega stanovanja, pa sem razmišljal, kaj če bomo še enkrat rekel, pa sem potem jih videl, da je šel tisti znani publicist, ven od njega, Krviliča, kako se že piše, Lucuj je šel ravno od njega, pa sem potem še enkrat vprašal, ampak pač ni bil za to, ampak v tej tvoji knjigi je ta zanimiv dokument operacije Merkur in njen potek, a ne piše, začetek operacije sprožen na dan 12.6.1992. Morda lahko poveš, zakaj gre, ker v bistvu zelo zanimiv zapis je tole. Ja, fascinanten zapis, ki je nastal
ki ga je zapisal Niko Kavčič v obliki dnevnika, v katerem opisuje, kako je prišel do ideje, da bi zamenil direktorja uprave Ljubljanske banke in na vrh Ljubljanske banke ustoličil Marka Voljča. Za to idejo mu je se podelil in aktivno pomagal tedanji predsednik države Milan Kučan. Skupaj sta naredila plan, kako bosta preparirala upravo banke in kako bosta preparirala nadzorni svet banke, da pride do te rešitve, pri čemer je veljal tihi dogovor, ki je bil spoštovan z vseh strani, da se pravzaprav o temu ne obvesti ne guvernerja centralne banke Arharja, ne predsednika vlade Drnovška. To je seveda epizoda, ki pokaže, kako so enostavno povozili ustavo, kajti predsednik Republike Slovenije ni tisti, ki bi bil zadolžen za kadrovanje na banki, zato so zadolženi seveda predstavniki lastnikov, to je skupščina lastnika vlade Republike Slovenije in predsednik vlade, in na drugi strani regulator tega bančnega trga guvernerja Banke Slovenije. Ampak to vidite, kako se je v tranziciji delali in kako so se pravzaprav te poteze med nekdanjim šefom partije in nekdanjim prvim imenom usporednega mehanizma in usporednega bančništva preselile v samo tranzicijsko obdobje. Zdaj, ona dva sta prišla do konca te zgodbe, da je uspešno prišlo do menjave direktorja uprave. Seveda nič ne bi smela imeti pri temu, vendar pa jim je ta direktor uprave pravzaprav šel izpod kontrole do konca 90-ih let. Sam pa tudi nekaj dosti preživel, ker je banka imela neko svojo logiko in to je predvsem financiranje omrežij, ki so prihajale iz usporednega mehanizma. No, v bistvu knjigo Usporedni mehanizem globoke države pa ne končaš strani iranskega denarja, da vam v bistvu začneš. Zakaj nam ta primer Marok, ki se je začel dogajati nekako konec leta 2008, se pravi takrat v času, ko je Janša vlada končala svoj del in začela Pahorjeva vlada? Ta primer pravzaprav kaže, da obstaja neka neobičajno delovanje slovenskih institucij. Je to zdaj ostanek usporednega mehanizma, za katerega je možno trditi, da dejansko je zaradi predhodnih poslov med Ljubljansko banko in Iranom, ali pa imamo popolnoma neuporabne institucije, kajti izkazalo se je, da prvič nihče ni imel nobene volje zaustaviti penetracijo iranske obveščevalne službe v slovenski bančni sistem. Nihče ni imel volje ustaviti pranja denarja za iranske, iz katerega se je financirala jedrska proliferacija Irana. Potem, ko je bila že zadeva razkrita in je policija to preiskovala, so aktivnosti še vedno potekale. Zgodila se je cela serija napak na policiji, ki je preprečila, da bi kar bolj raziskali. Nobena od institucij, ki je bila nadležna, ni tega raziskala. Na koncu so ugotovili, da ne vejo, kaj to je, kaj bi s tem, in so se skupaj dali v predal, da je preiskovalna komisija, ki je vodil Anže Logar, ni tega primera potegala znova. Nekaj prahu se je dvignal, ampak epilog je pa identičen, kot je bil prvič. Se pravi, imamo državno tožilstvo in NPU, ki ustrajata pri temu, da sta Ana Karenina in Superman legitimna prejemnika bančnih transakcij. No, ko ravno ste omenil NPU, je morda NPU, morda kaj veš, naroči, ko sem tvojo knjigo kupil, ker končno, pa tudi morda kronične službe in v bistvu tožilstvo, ker v bistvu tukaj so zdravo marsikaj, kar bi bilo v bistvu na nek način uporabno za organe pregona. Problem je, ker NPU in državno tožilstvo zaposluje nepismene idiote in njim knjige niso potrebne in oni ne rabijo. Oni pač delajo svoj posel preko pulca. To je navadni srajci, so interprezveti.
Gospod Omer, za vas pa mogoče malo bolj lokalno vprašanje, ne? Oziroma pa tudi ne. Na začetku pogovora ste omenili vašo knjigo Temna stran dela, osupljiva anatomija, režim službo, labirinto, ki ste jo izdali leta 2019. Preteklih dneh je bilo v povezavi s polemiko od Ražgoša, a ne se je oglasil poslanec SD Marko Koprivc, menda sin Jakob Koprivca. Zanima me, ali v tej knjigi kaj pišete o Jakobu Koprivcu, ki je bil znan kot trojni funkcionar, ali pa boste morda o njej pisali v drugem ali tretjem delu te vaše trilogije Temna stran dela. Gotovo, Jakob Koprivc je bil alfa in omega nekaj let v delu, potem po smrti prejšnje alfa in omega spravo Gorjupa. V Gorjupu sem veliko napisal, sem veliko najdel v Jakob Koprivcu praktično nobenega dokumenta v udvostnem arhivu. Tako da o njemu praktično ne morem nič pisati, ker nima dokumentacije. To je tisti problem, da so nekateri dokumenti, kot sem že rekel, v celoti uničeni. Očitno je Koprivca in njegove vloge, verjetno je on tudi bil na neki liniji partije sigurno, ne se je bil član CK in tako naprej. Če bi pa na udvostki vezi, to pa ne morem potrditi, ker pač v tem nimam nobenih, ker ni hranjeni potem, nisem našel nobenih dokumentov. Zakaj bi trojni funkcionar? To ga je napadil Matej Škrivic, ne? Ker mislim, da je bil urednik dela, bil je v partiji šef neke komisije in mislim, da na SDL je bil neko funkcijo. Skratka, to mu je takrat učital Matej Škrivic. Potem se to objavili v delu, ne, kot odgovor na neke Koprivčeve odgovore, na njegova pisanja in sem mu rekel, da ne vem, na minimalističnem, tako da sem mu povečeval gledati ta njegov članek. Na ta način so pravzaprav ta njegov odgovor zminimalizirali v delu. To je znamenita zadeva. No, približujemo se koncu našega pogovora. Rado, kaj nam torej tvoja knjiga o spori in mehanizem globoke države pove o slovenski preteklosti, slovenski tranzitni in sedanjosti? Kaj je torej glavno sporočilo te tvoje res izredne, zanimive knjige, ki jo je vredno vzeti v roke, brati in prebrati? Predvsem je upravljeno neko delo vezano na en velik kos slovenske zgodovine, ki se je nahajal v arhivski dokumentaciji in bil nedotaknjen. Zdaj vemo, da ni vzhodna Nemčija in Stasi edina, ki je izlažala kapital malo pred padcem Berlinskega zidu, ampak vemo, da se to dogajalo tudi v Sloveniji, še več vemo, na kakšen način se je to dogajalo in vemo, kako se je to začelo in čez leta razvijalo. In nenazadnje izkazalo se je, da bomo slovensko tranzicijo razumeti malo drugače, kot smo jo doslej, in sicer, da te slovenske zgodbe v uspehu, ki so se zbrali v Forumu 21, praktično niso prišle po naključju na mesta, ki so jih zasedla, ampak so bili pač katapultirani iz vzporednega mehanizma. In da če je na koga pokazati s prstom, da je da nosi velik delež krivde za kolaps slovenske ekonomije med letom 2008 in 2012, to je primarno za razsutje bančnega sistema, gre pravzaprav za točno to ekipo. In še moje zadnje vprašanje za gospoda Omerzom. Se strinjate s tem, kar je povedal kolega Pazdir, bi morda še kaj dodali, glede na to, da je jasno, da imajo še danes ta nevidanja ugovska omrežja, ki so se v času tranzicije na novo regenerirala in prestrukturirala, še vedno določeno moč, določen vpliv, hkrati pa tudi slabijo, kar se odraža v histeriji, ki smo jih priča v času sedanje vlade.
Poglejte, če sem že prej povedal, da računam, da je približno milijarda šla nekako preko teh fudbalskih kanalih, samo igralniškega denarja, da ste razumeli. In da je to prišlo pod kontrolo, ostalo pod kontrolo Udbe, pomeni, to je grozna moč, ker verjetno se nekaj tega denarja, tega pač težko zdaj, ker do teh podatkov ne bomo prišli, da se je vračalo v Slovenijo. To je pač finančna moč je seveda lahko tudi velika moč, politična moč, mreže vzdržuje in tako naprej. Tako da jaz se s tem strinjam, predvsem je rekel za to knjigo, jaz sem rekel, da je ta knjiga vseh knjig. Zakaj? Zato, ker recimo jaz delam leta 90, pretežno, včasih gre malo čez, zato, ker jaz imam dokumentacijo odprto Udbe in takrat ta klasična Udba konča, pišemo o tem. Radešu pa praktično leta 19-20 konča kot knjigo, se pravi leta 45 do 2020, to je pa gromozansko delo, podaljšek tega, kar sem imela pisala v teritorijalni obrambi, tam končava pravzaprav predvsem konc leta 60 let obravnava, to se pa še malo doječe čez, to je pa nadaljevanje tega, ampak veliko širino tudi. Tako da je on šel gledati dokumentacijo, poznejši dokumentacijo, nekaj tega je v arhivih, nekaj tega je nabral tudi tujini, kot jaz vem. In skratka, to je nekaj gromozansko delo napravljeno, se je tudi knjiga precej vsebna, normalno, če tako obdobje ti deluješ in zato jaz mislim, da je to pomembna knjiga za slovenski prostor. Hvala. Hvala našima gostoma, gospodu Merzi in kolegu Bezdirju. Zaključili pa bi še z vprašanji iz občinstva, morda, če bi kdo še kakšno vprašanje zastavil. Zdaj ne vem, tukaj je gospod Župan občin Šentrupert, Andrej Martin Kostec, vabljeni da povesti kakšno besedo, tudi prosim za kakšen vršen namen. Volite. Jaz se pustil, če bojo vprašanja, sam tudi bi postavil kakšnega, potem bom zaključil ta dogodek. Jaz nisem globoko poznavalec te zgodovine. Pretekle sem jo bolj površno sledil, ker tudi nisem bil celo življenje tukaj. Ampak, ko je gospod Bezdir prav iz ekonomije, pa to malo me zanima glede te zgodovine. Jaz mislim, da tukaj so določena obdobja. Dokaj je bila Jugoslavija kot neka celota, verjetno te mehanizmi niso delovali samo v sklopu Slovenije, ampak verjetno cele bivše Jugoslavije. Potem po pacu Berlinskega zidu se je pa začelo, verjetno se je začelo to nekaj počasi premikati. In v tistem desetletju od leta 1989 do leta 1991 oziroma 12 let, verjetno so te futbolske organizacije začele že gledati na te premike in tudi v tistem času že ta vire denarja nekako nekam drugam pošiljati po različnih mehanizmih. Kar se je pa sigurno pospešilo v zadnjih 2 letih pred osamosvojitvijo, ko so pa že bile vidne razpoke, da se bo to razšlo. Končno pa še potem v osamosvojitvi na različne mehanizme je tudi denar začel odhajati iz Slovenije. Mogoče delno preko denacionalizacije oziroma teh certifikatov, ker so šle v roke določenih oseb. In nekje verjetno do leta 1900 ali 2000 se je to končno zaključilo. Mogoče ta Iran Gate je bil ta zadnji poskus, ko so še denar odhajali. V vsem tem obdobju se lahko nekako oceni, koliko je šlo samo iz Slovenije tega denarja v te skrite ustanove oziroma podjetja, ki so nekje drugod, ali matijske podjetja, pa kdo.
vsem tem času od leta 1989 pa do 2000. Ja, jaz operiramo številkami, no. In eno številko vam je Igor povedal, 250 milijonov kazinoja Portorož, zdaj za ostalo številke pa ne. Govorimo pa verjetno o velikih številkah. Mislim, a veste, kaj mi rečem, ne? Če jaz nimam dokumentov, če nimam številk, potem pač dober ekonomist ne bo izrekel sodbe, ne? Fantasti pa bojo izrekel sodbe, ne? In odzuni so zgodbe o 40 milijardah, 70 milijardah, 130 milijardah, to lahko licitiramo še dalje na 250 milijardah, 2 trilijona, 6 trilijonov, brez veze, debata pač je nesmiselna, če ni številk, ekonomist nima več kaj za reč, če pa reče, pa pač postane blefer. To se vzdržujem na kakšnem komentarju, koliko denarja je šlo. Kaj pa iz bančnih evidenc, izlivov iz Ljubljanske banke ali pa drugih bank iz Slovenije? Kako to točno mislite? Ja, verjetno v teh letih so bili prilivi iz bančnih ustanov in po moji oceni je šlo več izliv, da je šlo denarja v tujino, kamorkoli že, v določena podjetja, ki so šle iz tega veliko tržnega finančnega sistema v Sloveniji ta denar je zlozumni, ker na koncu leta 1991 potem je verjetno nova država Slovenije naredila eno inventuro, koliko je, in to je kar začela nova država poslovati s temi sredstvi. Kot ena, mogoče bi kaj odgovorila dokumentacijo o prvi sanaciji slovenskega bančnega sistema, pa je zaprta do leta 2027, po drugo pa v teh otvoritvenih bilancah mogoče Igor, ti kaj veš, da se pač nisem bil zraven v ustanovitvi države. Ves bančni promet bi mogli vedeti, zdaj ogromne, Slovenija je izvažena 10 milijard letno okrog, pa premalno in tako naprej. Zdaj bi mogli naročiti, kaj je kriminalni denar, kaj je pa tisti denar, ki je realno prihaja v Slovenijo, ali pa se uvažajo ogromno, tudi milijarde se uvažajo, tako da vi ne morate tega, vi lahko samo kriminalistično predstavo ugotovite, kdo je nepovlaščeno denar prenašal iz Slovenije. Ampak recimo, če gledamo ta igralniški denar, ta se sploh nikoli ne nahaja v Sloveniji, da tako rečem. Vse se je odgravalo v Italiji. Vse tiste obresti na posebno službo so se zbirali v Italiji in se ga prenašali v Švico in tako naprej. Tako ti tega sploh ne vidite v Sloveniji, v nobenih bilancah, v nobeni banki, v nobenem SKR tega ne vidite, teh stvari. Tako da vi enostavno, če bi videli pregled na celotnim prometom v Evropi, svetovnim prometom, da bi lahko te transakcije sprejeli, pa nimate možnosti. Še danes, ko imate vi neke kriminalne zadeve, pa naša sodišča, pa naše preiskovalne organe ne morejo dobiti podatkov iz nekaterih evropskih držav, recimo z Liechtensteina. Tako da to enostavno, jaz mislim, nikoli na te številke ne bomo prišli, koliko je dejansko do tega kriminalnega vpliva denarja Slovenije. Edina številka, ki je posledna verificirana, lahko rečem, je ta številka, ki je rada v zračunu za 10-letno posredno službo v Kazinoju Portorož in jaz pa pravim, da špekuliram, ker je Goriška bila še nekajkrat večja kot je Portoroška, mislim, da je to še veliko več tega posrednega denarja. Ne vem to še številke. Tako da je v tem, veste, so pa strašne številke, eni pravi 150 milijard, 70. To je zame tako, Če vi ne morate tega na nek način dokazati, ali pa približno iz česar je to šlo, je pač to jalo početje. In tudi problem je tudi v tem, da je vse to zastaralo. Recimo, pogledajte, Ivan Eržen, ki je manipuliral s temi 100 milijonami evrov
ni bil nikoli zaslišan v Sloveniji. In je ta kriminalist, kot Belšek, kot sem rekel, da sem razdelil njegov arhiv, je to ugotovil in to pisal, ne, in dajal to svojim šefom. In glavnega akterja nikoli niso zaslišali. Nikoli. Policija kriminalistična. Kako zdaj, ne, to se itak se zastaralo. Kako zdaj prije do nekih pravih podatkov, tudi če bi ga zaslišali, verjetno ne bi povedal. Zdaj, da bi prišli pa do podatkov švicarskih bank, takrat leta 90, ali pa danes prišli do tega, mislim, da ne mogoče. Morda še kakšno vprašanje? Niti ne. Torej, hvala našim današnjim gostom, gospodu Mezu in kolegu Zdirju. Še enkrat hvala vsem za današnjo udeležbo. Želim vam lep večer še naprej in hvala.